Doktor Kalan, bili ste aktivni, pomemben člen programa otroške srčne kirurgije, multidisciplinarnega tima, ki je skrbel za otroke, ki so potrebovali zdravljenje v sklopu tega programa. Odšli ste zaradi ugovora vesti. Lahko poveste, je ta ugovor vesti, ne glede na to, da naj bi bil program otroške srčne kirurgije danes po navedbah vodstva Kliničnega centra Ljubljana in tudi ministra za zdravje rešen, saniran, je ta ugovor vesti še vedno aktualen? Ja, seveda, ugovor vesti je še kako aktualen. Še vedno Ljubljanski klinični center nima svojega usposobljenega kirurga za obravnavo prirojenih srčnih napak. Tudi ta tim ni popoln v takšni meri, da bi lahko zagotavljal kakovostno in varnostno oskrbo otrok na tem področju. Sodelujoči v tem programu dvomim, da izpolnjujejo kompetence in standarde, ki so zahtevani na tem področju. Mislim celo, da so danes razmere v kliničnem centru slabše, kot so bile pred koncem leta 2017, ko smo ključni ljudje na tem področju to ustanovo zapustili. Tako da me zelo skrbi za usodo tega programa in seveda teh bolnikov. Kakšna je vaša vizija? Kaj mislite, kako bi se dalo ta program rešiti, če sploh, kako bi se dalo poskrbeti za varnost malčkov, ki bodo potrebovali zdravljenje v sklopu tega programa? Odgovor je pravzaprav zelo kompleksen in zelo zahteven. Najprej v danem času in okolju bo potrebno v čim krajšem času poslati na izobraževanje v tujino vrsto mladih zdravnikov in morda še kakšnega drugega zdravstvenega osebja. To izobraževanje bo kar dolgotrajno, nekaj letno, in ko bodo te ljudje sposobni se vrniti nazaj in tudi še vedno z pomočjo tujih strokovnjakov, ki jih bojo šolali, na nek način na novo vzpostavljati tak center in tako dejavnost. Takrat šele bo možno govoriti, da imamo kakovosten, varen program na tem področju. Kaj pa bi v kontekstu te nesrečne, pravzaprav tudi tragične zgodbe rekli o etiki? O etiki na področju same stroke, medicinske stroke, pa tudi o etiki odgovornih, ki so močno vpleteni v to zadevo. Glejte, etiki govoriti je pravzaprav zelo nerodno, ker tukaj je etika poteptana. Želel bi si, da na nek način tisti, ki so pripeljali do tega stanja, v katerem smo, na nek način odgovarjajo in da se umaknejo in dajo prostor svežim silam, neobremenjenim, ki bodo lahko potem res v ospredje postavili stroko, bolnike in potem seveda tudi etično delovali.